Spoštovana gospa direktorica, maturantke in maturantje, ni prav pogost dogodek, da gostimo v tej pisarni toliko mladih z takšnim uspehom, kar pomeni, jaz sem prepričan, da vi nimate samo odličnega uspeha, ampak da tudi v obšolskih dejavnostih, da ste kar briljantni, ko vas takole pogledam. Nekaj sem vas poznal, nekaj sem na videz, ampak jaz sem prepričan, da ste vi tisti, ki stimulirate tudi vaše sošolke in sošolce k boljšemu uspehu. Namreč ta pozitivni naboj, pozitivna sredina je še kako pomembna. Ko se jaz spomnim mojih srednješolskih let, smo imeli zelo različna obdobja. Odvisno, katera skupina je premagala, je prevesila tehtnico na drugo stran. Ko nas je parjelo, da bomo lenarili, smo lenarili, ker je bila ena skupinica, ki je vodila v drugo smer. Ko pa smo prišli do trenutka streznitve, je pa ne 2-3 posamezniki prevzeli pobudo in smo šli seveda v drugo smer. In jaz sem prepričan, da ste vi na tisti drugi strani, ki ne lenari. Čisto na kratko bi vam iskreno čestital k vašemu uspehu in pa k tistemu prizadevanju, kot sem dejal, v obšolskih dejavnostih, in vam zaželel, da nadaljujete svojo pot izobraževanja, tako kot ste si jo začrtali, čim bolj uspešno, da pa smo danes tukaj in vam simbolno poklanjamo tole brošuro, knjigico Slovenija skozi objektiv, je ravno zato, da bi se vedno zavedali, da je Slovenija silno lepa, kamorkoli vas bo pot vodila, Slovenija silno lepa, prijazna za življenje in seveda upam, da boste našli svoje mesto kasneje v življenju doma, da vam ne bo treba kam drugam ali pa da ne boste kje ostali v tujini. Kot dijakom šole v Konjicah pa tudi poklanjamo eno tako torbo, v katero gre mogoče bistveno več, kot gre v fizični obliki kakšnih knjig. In tudi na teh USB ključkih je ena takšna predstavitev, ki kaže na to, da smo Konjičani ponosni na svoj kraj, ponosni na svoje ljudi in to tradicijo bi radi obdržali. Še enkrat iskrene čestitke in vse dobro v nadaljnjem življenju. Jaz bi pa mogoče res vas prosil, da, ker je ravno priložnost, da imamo kamero tukaj, da kakšno izjavico na kratko, da ne bomo cel popoldan tukaj, ampak na kratko pa imamo čas, da se lahko vsak predstavi. Izkoristi priložnost, vsako priložnost je treba izkoristiti, da se pokaže, ker če nekdo ne pove, kaj zna, kaj zmore, ga nihče ne more opaziti. In tako je, ne? Je pa treba sprejeti marsikateri izziv v življenju. Moje ime je Janja, prihajam iz Brezna, to je iz okolice Vitanja. Vpisala sem se na biotehniško fakulteto, živilstvo in prehrana. Upam, da bom sprejeta. Drugače pa je... Jamnikarjeva 101? Prosim? Jamnikarjeva 101? Drugače pa v prostem času rada pečem, peciva, pa to je to. Moje ime je Marcel Pavlič, prihajam iz Slovenskih Konjic, natančneje iz okolice, to je Bežigala. Ja. Vpisal sem se kot prvo izbiro na medicino Maribor, upam, da bom tudi sprejet. V prostem času pa se ukvarjam z športom in podobnimi aktivnostmi v okolici Konjic tudi. Sem Tina Škorjanc, doma sem v Pobrežu pri Oplatnici. Vpisala sem se na medicino v Maribor, v prostem času pa rada pišem. Moje ime je Danaja, prihajam iz Bezine, to je v okolici Slovenskih Konjic. V prostem času pa se zelo rada ukvarjam z živalmi in pa pazim svoje nečake. Študij pa? Na dentalno medicino sem se vpisala, pa tudi upam, da bom sprejeta. Jaz sem Lucija Reš, prihajam tudi iz Konjic, torej sem Konjičanka. Vpisala sem se tudi tako Danaja na dentalno medicino v Ljubljano. Tudi jaz upam, da bom sprejeta. Drugače v prostem času pa sem najraje pri godbi, ki igram flavto,
pa preživljam čas s prijatelji, nič posebnega. Sem Monika Kovše, prihajam iz Vitanja, vpisala sem se na farmacijo v Ljubljano, upam, da bom sprejeta. V prostem času pa rada pojem. Moje ime je Katarina Turk, prihajam iz Črešnic, to je iz okolice Frankologa. Vpisala sem se na kemijsko tehnologijo v Maribor, tudi upam, da bom sprejeta. Drugače pa v prostem času se rada ukvarjam z živalmi, pa s svojimi sestricami se igram. Jaz sem pa Nika Kranjčan, upam, da bom študij nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer specialna in rehabilitacijska pedagogika oziroma defektologija in upam, da mi bo uspelo. Drugače v prostem času pa najraje plešem, igram flavto pri Zreški godbi ter pojem. Jaz sem Luka Potočnik, prihajam pač iz Reč. V prostem času pač rad rišem, ustvarjam, berem kakšne zgodovinske knjige ali pa kaj podobnega. Vpisal sem se na farmacevtsko fakulteto v Ljubljano, tako da če me tam sprejemam, pač verjetno sošolec z Moniko, če pa ne tukaj, pa bom šel na kemijsko tehnologijo v Maribor, pa bom tudi imel znanko Katarino, ne. V vsakem primeru ne bom sam. Rata tale faza naprej, verjetno ne. Pa da jih po 4 ali po 5 pa 6 letih vidimo zopet takle nekaj, ne.